in morda bom predvsem z vidika same finančne politike oziroma sanacije bančnega sistema dal nekaj poudarkov v zvezi s tem in seveda tudi nekaj misli. Pravzaprav se tukaj pri teh dveh ukrepih za te dve banki dejansko je treba vprašati prvič, zakaj zdaj. Pred kratkim smo od ljudi, ki so odgovorni, da tudi posredujejo informacije, kot na primer prejšnji guverner Banke Slovenije, slišali, da je naš finančni oziroma bančni sistem popolnoma stabilen. Da so morda nekatere težave, vendar da je stabilnost zagotovljena. Seveda potem pride takšen ukrep, ki je v skladu z zakonom o bančništvu, o bankah, vendar ta ukrep je eden izmed mnogih. In seveda, kolikor bi se odločili za drug ukrep, za stečaj bank, potem dejansko ne bi prišlo do tega, da bi bili depoziti, ne glede na to, ali gre za pravne osebe ali za fizične osebe, ne glede na to, v kateri višini da bi bili v celoti poplačani. Ampak bi to postal denar banke, povečal bi se kapital bank in ker bi se povečal kapital bank, potem bi dejansko prišlo tudi do tega, da bi bila obveznost države seveda manjša, če ne bo prišlo do plačil. Skratka, tudi predhodni ukrepi, ki bi se morali zgoditi za te dve banki in ki so določeni kot nujni ukrepi v zakonu, niso bili poprej sprejeti. Skratka, tukaj je seveda vprašanje, zakaj je tako in ali je takšen način reševanja bančnega sistema tudi pravilo za naprej, čeprav govorimo seveda pri drugih bankah o dokapitalizacijah in ne samo, da govorimo, ampak je ta vlada tudi napisala, da bo v letu 2013 dokapitalizirala banke za približno 900 milijonov. Tukaj govorimo samo o državnih bankah. Naslednje vprašanje je, zakaj se ni počakalo na stres teste. Ali sta bile te dve banki res pred izdihom in če sta bili pred izdihom, zakaj se ustreznih ukrepov ni sprejelo že v preteklosti. Poroštvo države seveda pomeni tudi večji javni dolg in pomeni, da bodo davkoplačevalci na koncu krili obveznosti, ki bodo ostale in s tem bo seveda prišlo do tega, da bodo davkoplačevalci tisti, ki bodo sanirali tudi zasebne banke. Vedno se ločuje in evropska zakonodaja in slovenska zakonodaja ločuje med depoziti do 100 000 evrov in depoziti, ki so višji od 100 000 evrov. In tako je bilo tudi v nekaterih drugih državah, naprimer tudi na Cipru, kjer so imeli depoziti nad 100 000 evrov drugačen položaj kot depoziti do 100 000 evrov. Vemo, da velja konsenz za depozite do 100 000 evrov. Ob tem seveda, da je ogromno informacij in da je navsezadnje tudi ogromno različnih dejanj, se postavlja vprašanje, kakšna je strategija sanacije bančnega sistema, ker dejansko danes ne vemo, kaj bodo prinesli stres testi, danes ne vemo, kolikšen znesek bo potreben za celotno sanacijo bančnega sistema. In če tega ne vemo, potem je seveda težko se naprej strinjati z nekim ukrepom. Zakaj? Pravzaprav se to ni zgodilo že prej in zakaj, bom rekel, na takšen način. To so v bistvu glavna vprašanja. Treba pa je vedeti, da je v imenu stabilnosti tako imenovanega finančnega sistema zelo veliko ljudi želi prenesti breme, ki so ga ustvarile zasebne banke, na breme davkoplačevalcev. In to dejansko ni pravilno.
Tukaj morajo v prvi vrsti nositi celotno odgovornost lastniki bank, nadzorniki bank in seveda management teh bank. Jaz verjamem, da bo tudi v okviru teh ukrepov, da se bodo vsi ukrepi, ki bodo ugotavljali to odgovornost, dejansko tudi sprejemali.